Danes smo ponovno prišli, delovna skupina med naše prebivalce na to območje, ki je po razsodbi arbitražnega sodišča v enem delu pripadlo Republiki Sloveniji, v enem delu pa žal Republiki Hrvaški. Rečem lahko in sem zelo hvaležna tako županu kot tudi načelnikom upravnih enot, seveda vseh teh območij, ki nam tako zelo pomagajo in so v stiku z ljudmi. Zbrali so vse njihove potrebe in je to bila podlaga, da lahko danes predstavimo naše rešitve in jih z njimi preverimo skupaj, kot smo že včeraj v Razkrižju in v Lendavi, če pravilno razmišljamo, če smo karkoli pozabili. Za to območje lahko rečem, da gre za 3 vsebinske sklope. Eden je vsekakor in se nanaša na prebivalce, ki bodo ostali v Republiki Hrvaški po implementaciji. Tukaj se največji del nanaša oziroma so te njihove pravice urejene v interventnem zakonu, vključno seveda s pravico do preselitve. Drugi velik sklop na tem območju predstavlja vzpostavitev zemljiške knjige, tako da bomo tudi predstavili možnosti, ki bodo tako v zakonu o zemljiški knjigi, kot tudi vse možnosti, ki jih bo nudila lokalna geodetska uprava vsem posameznikom, ki bodo to pomoč potrebovali, pa tudi pomoč državnega pravobranilstva, če bo potrebno kakršnokoli lastnino vpisovati ali urejati v Republiki Hrvaški. Že ta teden v petek imamo srečanje z državnim pravobranilstvom, da vidimo, kakšen obseg nalog nas pravzaprav čaka. In tretji sklop so predvsem dostopi do hiš, do raznih objektov. Tukaj si je naš predstavnik pregledal vse te dostopne ceste in bomo tudi predstavili, kakšne so možnosti. Ministrstvo za infrastrukturo pa je zagotovilo, da bo občini nudilo pomoč pri ureditvi teh dostopov. Tako da danes smo ponovno tu za naše državljane, da predstavimo možnosti in predvsem slišimo njih, da lahko potem dokončno izdelamo zakon. Koliko bo interventni zakon veljal brez dogovora s Hrvaško? Torej, sam interventni zakon ne bi bil potreben, vkolikor bi Republika Hrvaška sodelovala. V njemu so določene pravice in pa določene obveznosti za naše državljane in bodo veljale same po sebi brez sodelovanja Republike Hrvaške. Jaz sem danes na Brezovici med krajani, oni ne razumejo, kaj pomeni ta ponujen denar. Je to na osebo, je to na lastnika, kaj to dejansko pomeni, ta med 70 in 80 tisoč? Torej, o tem znesku mi nismo govorili 70-80 tisoč. Bili smo včeraj v Razkrižju, kjer smo razložili več možnih variant. Ugotovili smo, da imajo prebivalci zelo različne potrebe, zato bomo ponovno se z vsakim izmed njih pogovorili, enako bomo storili tudi tukaj in potem našli eno skupno rešitev za vse njih. Ampak župan Razkrižja mi je sinoči dejal, da ste govorili točno o tem znesku med 70-80 tisoč. Ne, govorili smo o enem drugem znesku. Kjerem pa? Ne bi ga zdaj razkrila, ker so še pogovori z našimi prebivalci. Bo pa znesek, ki jim bo omogočil, da bodo lahko nemoteno se preselili in živeli, kajti to si zaslužijo glede na to, kar so pravzaprav vsa ta leta doživljali. Gre za višji ali za nižji znesek? Gre po osebi ali na družino, na glavo, to ljudje ne razumejo. Tako, razmišlja se, torej, da je en znesek na gospodinjstvo, potem pa seveda nek dodaten znesek za vsakega družinskega člana, ker je potreba različna glede na število družinskih članov. Hvala.